Dober večer vsem skupaj. Mene pa zanima naslednje. Vsako življenje je poklicanost. Kaj to pravzaprav pomeni? Kaj konkretno bi naj pomenilo to za nas mlade? In na primer v primeru, če se človek se odloči za poklic, danes vemo, kakšna kriza je, težko je dobiti službo, potem v svojem izbranem poklicu ne dobiš službe. Kako potem dalje? Kaj druga? Vemo, da imamo veliko talentov, darov. Kako potem dalje se odločiti za drugo stvar ali ustrajati pri tej prvi stvari? Kaj menite? Hvala. Ja, dober večer tudi tukaj želimo vsem. Hvala za vprašanja. Verjetno ne bom mogel izčrpno odgovarjati, ker je mišljeno tudi tako res, da se pogovarjamo in neposredno odzivamo. Ja, se mi zdi, da je to res temeljno vprašanje in je prav, da ste ga prvega mi postavili. Kaj to pomeni, da je vsako življenje poklicanost? Najprej to, da nismo brez veze na svetu. Tudi to, da nismo neka napaka v nobenem primeru. Tudi takrat, kadar kdo tako morda misli. Ampak, da je za našim življenjem nekdo, ki je že prej kot naši starši, seveda prej kot mi, vedel za nas. Pa nas je želel, hotel. In ker nas je ustvaril iz ljubezni, je v nas položil tudi smisel, da živimo lahko za neki smisel. Torej nas je na nek način poklical, da živimo. In zato je pravzaprav življenje, ki ga sprejmem kot dar, ki ga potem poskušam tudi živeti kot dar, vedno odgovor na poklic. Tisti osnovni poklic. Če se malo spomnimo v Svetem pismu, že na začetku Bog kliče stvari v bivanje. Bodi svetloba, bodi kopno, bodi voda, bodi. In na koncu reče, bodi človek. Pa ne samo na splošno človek, ampak mi verjamemo, verujemo, da pri vsakem izmed nas, da je Bog pri vsakem izmed nas rekel, bodi, prav ti. In Bog se ni zmotil. Zato nismo napaka, zato nismo po pomoti tukaj. In se mi zdi, da je to izrednega pomena, kaj to pomeni za mladega človeka. Ja, za mladega človeka se mi zdi, da je to res izrednega pomena, čeprav za vsakega, zato, ker ima še vse življenje pred seboj. Ker pravzaprav ga je Bog, ko ga je ustvaril in ga poklical v življenje, poklical tudi v nek partnerski odnos s seboj. Tako ni vse določil, zdaj ti pa moraš živeti takole in takole. Ampak je dal tudi konkretnemu človeku svobodo in s to svobodo lahko z Bogom, svojim stvarnikom sodeluje. Torej je življenje, ta poklicanost vsebuje nek prostor, nek manevrski prostor svobode. Torej nismo absolutno določeni, da bi lahko mogli živeti samo tako in nič drugače kot stroji. Tudi nismo ustvarjeni kot stroji za dobro. Ampak smo ustvarjeni kot svobodna bitja, ki lahko stopamo v ta, če rečem, partnerski odnos, s tem mislim predvsem odnos ljubezni, ki odgovarja na ljubezen. In znotraj tega mlad človek išče, kako bo uresničil svoje življenje, kako bo uresničil ta dar, ki ga je prejel ali v katerega je bil poklican. Kako ga bo uresničil tako, da ga bo lahko v največji polnosti vrnil pravzaprav nazaj svojemu stvarniku, ljubljenemu očetu. Zdaj, znotraj tega pa potem se mi zdi, da lahko išče odgovore na ta vprašanja. Kakšen poklic, kateri poklic. In morda še mislim, da je bilo pod vprašanje to, ja, kaj pa, če se odloči za en poklic, pa ne dobiš službe, pa tako, kaj pa potem? Ja, jaz tako razumem.
mi smo v temelju ustvarjeni in poklicani, da uresničimo ljubezen. Ne pa točno, da jo uresničimo kot zdravnik, kot to, kot ono, kot tretje, kot duhovnik, ampak da uresničimo ljubezen. Potem pa iščemo konkretne poti, ki so seveda določene na nek način tudi z našimi talenti, podnaravnimi talenti, ki nam jih je dal, pa tudi z nadnaravnimi darovi, ki nam jih Bog vmes tudi daje. In s pomočjo tega iščem potem, kako bom uresničil to ljubezen. In če vidim, da ne gre po eni poti, bom iskal novo pot, ampak cilj je isti. Cilj ni drugačen. Če ne dobim službe kot trgovec, pač bom mogoče dobil pa službo kot knjižničar, ampak po obeh poteh lahko uresničim svoj poklic, torej poklicanost. Gašper, tebe tu nekaj zanima, ne? Torej, moje vprašanje bi se navezovalo na to, pogovarjamo se o tem, da nas Bog kliče, da nas nenehno kliče, da smo poklicani, a vendar kako prepoznati to poklicanost in prepoznati, kam nas pravzaprav Bog kliče. Vemo, čutimo, živimo ta odnos z Bogom ne zmeraj zelo konkretno in ne zmeraj, tako kot bi morda želeli, ta komunikacija ne poteka zelo direktno. Torej, kako prepoznati v sebi in po nekih zunanjih znamenjih tisto pravo poklicanost, to, kar je pravzaprav naš temeljni namen. Ja, se mi zdi, da Bog z nami Bog z nami kar direktno komunicira. Seveda ne v smislu, da smo mi bogovi kot on, ne? Ampak sicer pa je zelo konkreten. In jaz sem prepričan, da Bog, če želi nekaj povedati človeku, bo povedal tako, da bo ta človek razumel, drugače ne bi bil Bog. Seveda malo več težav je na naši strani, da imamo kdaj kakšne filtre, ki onemogočajo, da bi ta Božji glas slišali. Ker gotovo je, vsaj krščansko prepričanje je takšno, da je nekaj najglobljega v človeku Božji glas. Torej Božji glas v človeku je in amen. Vprašanje je zopet, kako ali ga slišimo, kakšne plasti raznih usedlin smo naložili na ta Božji glas v sebi. Ja, druga misel, ki mi v tem pride, kako spoznaš, da te Bog res kliče, ne, je podobno vprašanje oziroma odgovoru na vprašanje, kako veš, da te ima nekdo rad? Kako veš, da te imajo starši radi? Kako fant ve, da ga ima dekle resnično rada? Mož, žena, kako veste? Zna povedati kdo? Zunanja znamenja so lahko ista. Poljub je znamenje ljubezni, ne? Ampak ravno na Veliki četrtek smo razmišljali o Judeževem poljubu, ne? Na zunaj enako, vsebina je pa lahko drugačna. Torej, kako spoznaš? Ja, jaz bi rekel, mi smo ustvarjeni tako, da prepoznamo, kaj Bog želi, kaj Bog hoče. To je prva misel. Seveda, kot sem pa že omenil, je pa tudi to res, da človek lahko ogluši za ta glas, ne? In takrat pa dejansko potrebujemo še potem tudi marsikaj kot pomoč, ne? Gotovo so tukaj zunanja znamenja, ne? Kot ste rekli, ja, po kakih zunanjih znamenjih ali ja, zunanjih nekih znamenjih bolj takih materialnih v narekovaju. Ja, najprej to, da se človek spozna samega sebe, da ve, kakšen je, kakšne talente ima, kakšne darove ima. To je naloga vzgoje, to je že iz družine,
Naloga družine je že, da otroku pomaga prepoznavati, kaj je dobro, kaj je slabo. Ne? Da mu pomaga prepoznavati, ja, kakšne sposobnosti ima, čisto telesne, ročne sposobnosti, kakšne duševne sposobnosti ima, ne? Kakšne duhovne sposobnosti, pač glede na razvoj. In tako, po tem principu na nek način človek prepoznava v sebi tudi darove, ki mu lahko govorijo, ja, ti darovi pa lahko pridejo prav v tem poklicu in konec koncev pridejo prav lahko tudi v duhovnem poklicu. Ne? Me usposabljajo za duhovni poklic. Vendar se mi zdi zopet je zelo to pomembno. Dar sam kot takšen, neka sposobnost, talent, se lahko v vsakem poklicu pravzaprav s pridom uporabi. Ne? Zato je te lastnosti ali ti talenti potem nekako morajo biti kombinirani s tem osebnim odnosom, ki se gradi, osebnim odnosom s Kristusom. Znotraj tega odnosa potem človek, se mi zdi, pa z eno jasno gotovostjo spozna, da ga Bog kliče. Zdaj, bom malo oseben, kako sem jaz spoznal, čisto konkretno. Ne bom cele zgodbe povedal, ampak je zame zelo poučljiva. Ne? In sicer, ko sem bil mali, so me vprašali, kaj boš. Ne? Sem rekel, tak sem čutil v sebi, nekaj takega, kjer bom lahko pomagal ljudem. Potem je to raslo proti koncu osnovne šole ali pa drugi polovici osnovne šole, je jim dobilo to en izraz v zdravniku. In sem mislil, da me Bog kliče v zdravniški poklic, ker se mi je zdelo, da bom tam največ dobrega lahko za ljudi naredil. Kasneje v gimnaziji, v drugi polovici gimnazije pa je nek dvom prišel v to, v smislu, ja, kaj pa, če bi kot duhovnik lahko še več dobrega naredil? Pa sem se nekaj časa upiral temu, ampak poskušal sem biti pa pošten, ne? In sem ta glas vendarle v sebi slišal. Ne? In tisti trenutek, in to sem hotel povedati, ko sem na nek način sam začutil eno gotovost, da me Bog kliče na to pot in da tudi jaz želim na to pot, ker se mi zdi, da je tudi to, ne samo, da Bog nekaj hoče, ampak tudi jaz moram želeti, ker je to izraz ljubezni, a ne, biti duhovni poklic je uresničevanje ljubezni, sej enako kot zakon ali kak drug, ne, poklic, ampak tu še toliko bolj. No, to pa je bilo v trenutku pri eni sveti maši, v Celju, v kapeli, v župnišču, je gospod opat maševal za šolske sestre, eno popoldne je bilo, in jaz sem slučajno mimo prišel, pa sem stopil in sem bil pri maši. In v trenutku, ko je on prelomil hostijo, nisem videl na oltar, ker so mi ga zakrivale sestre, ampak sem slišal ta pok hostije. In ta pok je bila Božja govorica v tistem trenutku. To je bila Božja Bog, ki mi je spregovoril. In sicer sem to razumel, to pomeni Jezusovo smrt zame. Razlomiti Jezusovo telo. Jezusovo smrt zame. Ne za vse. Ne zame. In takrat vem, da je šlo skozi mene. To si ti za mene naredil. Kaj pa ne je zate? Če hočeš, postanem duhovnik. Ni matematične gotovosti. Ampak enako kakor v ljubezni ni matematične gotovosti. Ampak ko se zgodi, veš, da je to. Je še kaj drugega bilo? No, potem se mi zdi pa razna znamenja, ki to spremljajo, so pa gotovo tudi pomembna. Ne? Zlasti, če ima človek enega duhovnega spremljevalca, dobrega spovednika in se o teh stvarih z njem pogovarja, mu on gotovo zelo veliko lahko pomaga na tej poti. In ko pride do prave odločitve, se mi zdi, da se skoraj nujno, skoraj ne gre drugače, kako da se od človeka v globini naseli mir. Ko prej pri iskanju, pri tem je veliko vrvenja v človeku. Ne? Mir, notranje veselje
notranje, ne veseljačenje, ne nekaj zunanjega, ampak eno notranje veselje. Ne? To se mi zdi in ena res ta gotovost, o kateri sem prej govoril, ki je pa ni mogoče dokazati. Ne? In še mogoče eno tako znamenje duhovno je ena velika svoboda. Tako, gotovo bi se še kaj našlo, pa ko sem taki že predolg v odgovorih, glede na to, da še drugi čakajo. Hvala. Katja? Petra, pardon. Delno ste že odgovorili, ampak vseeno me zanima, če v sebi prepoznamo darove za to, da bi bili lahko srečno poročeni in pa dejansko zelo dobri ali redavniki, redavnice ali duhovnik. Kako vedeti, kaj je tisto res pravo, kam nas Bog kliče, kako to prepoznati? Ja, najprej bi rekel, to je povsem normalno, po moje. Če tega ni, da človek čuti v sebi obe možnosti, potem je treba še kar malo preveriti. Ne? Obe možnosti v tem smislu, da jaz se ne znam predstavljati, da bi lahko bil nekdo dober duhovnik ali pa dobra redovnica, če ne bi imel sposobnosti tudi biti dober mož in oče in dobra žena in mati. Ker to je ta prvo, to je osnovno, to je po stvarjenju. In če tukaj nekaj ne štima, potem je to ovira tudi, če se človek odloči za duhovni poklic. Torej, po naravi smo vsi poklicani v zakonsko življenje. Po nadnaravnem klicu pa Bog lahko malo poseže v to, kar je naravo, ki je prej ustvaril, ne? In ponudi nekomu eno drugo pot. Ampak to ne pomeni, da je za ono nesposoben. Ampak obratno, še enkrat ponavljam, obratno se mi zdi. Seveda, ko pa se enkrat odloči, potem pa mora slediti tej poti in po tej poti uresničevati svojo poklicanost v ljubezen, o kateri smo prej govorili. Ne vem, je dovolj ali še? Zdaj pa mene nekaj zanima. Ja. Mlad človek je v resnici na poti nekega iskanja. Ne? In mene pa zdaj zanima, na koga naj se obrne. Ne? Kje najdeš tistega, ko bo ti, ne vem, te usmeril, ne da ti bo rekel, kaj je tvoja pot, ampak kaj preveriti, kaj poiskati. Torej, v glavnem, kdo te bo spremljal, ne? Kje ga najdeš? Ne? Zdaj verjetno ne vtipkaš na internet, najdi.se, ne, pa ti da zadetke. Ali to tudi gre? Zakaj pa ne? Če boste otipkali v Google ali pa v najdi.si duhovni poklici, boste gotovo dobili Center za duhovne poklice ven kot odgovor. In tam pa boste že koga našli, ne? S katerim se boste lahko o tem pogovorili in našli pot. Ne? No, ampak jaz mislim, da je še prej kaj možno, ne? Predno otipkamo na računalnik. Najboljše je, če se že doma v družini začne to dogajati. Da starši spremljajo razvoj svojega otroka in tudi morda začutijo, da otrok nosi v sebi duhovni poklic. Poznamo primere, da nekateri nosijo ta poklic že od čisto malega. In se izkaže, da je resničen. Drugi pa šele pri 30 prvič pomisli na to, pa je tudi resničen. Torej, to se mi zdi zelo pomembno, da je že čim prej to prisotno, da je, dokaj še otrok sam ne more biti na to tako pozoren, da smo drugi na to pozorni. Ne? Potem naslednji korak so gotovo tisti, ki delujejo v župniji. Ne? Župnik, potem katehistinja, katehist, če je. Ne? Skratka, ali animatorji, ki se ukvarjajo recimo na oratorijskem dnevu, oratorijo z mladimi. Oni bi tudi naj malo strigli z ušesi v to smer. Ne? Tukaj imamo nekaj zdaj novo nastajajočih animatorjev,
poklicne pastorale po naših župnijah. Ne? Vidite, to je že ena vaša naloga, da pomagate animatorje senzibilizirati, delati občutljive tudi za to tematiko. Ne? Ko pripravljate oratorij, bo vaša naloga, da boste, zdaj če tako malo rečem, svoj piskerček predstavili, ne? Za duhovne poklice. Kako bo na oratoriju prisotna ta misel? Ne? Kako bomo nekako te mlade spremljali, pa mogoče pri kom tudi našli nek odziv in ga potem usmerjali naprej. In tako to stvar potem raste, osebno mislim, da jo v nekem trenutku zelo koristno, če mladi ljudje pridejo v stik, bolj neposreden živ stik z duhovnikom, z redovnico, z redovnikom, z stalnim diakonom, recimo imamo tukaj tudi enega. Ne? Namreč prav to, da izkusijo nek duhovni poklic. Ne? Da ga, Bog daj, da bi ga srečali in da bi ga izkusili takega uresničenega. Ne takega, ki se je po nesrečo recimo, ne? In je v njem več grenkobe, kakor veselja, kar se kdaj tudi zgodi. Ne? To je velika pomoč. Na tej poti se mi zdi, vsaj danes še veliko bolj, kakor nekoč, je pomembno najti enega duhovnega človeka, ki se mu zaupaš, ki mu poveš, ki te na nek način lahko spremlja v tvojem duhovnem zorenju. Blagor mladi, jaz pravim danes blagor mladim ljudem, ki najdejo takšnega človeka. To ni nujno, da je duhovnik, je lahko tudi redovnica, redovnik, tudi lajkinja, ampak človek, ki je duhoven. To pomeni, da je izkusil Boga, da nosi v sebi živo izkustvo Boga, ker tak človek potem lahko drugemu pomaga, da se tudi on nauči odkrivati, kje je Bog prisoten v njegovem življenju in kje ne. In še mogoče to, da je velika pomoč pri razločevanju teh poti, so duhovne vaje. Takšne in drugačne, seveda na koncu se mi zdi, ali pa kot človek dozori, osebno vodene duhovne vaje, da so lahko izredna velika pomoč pri odkrivanju svojega poklica, ne samo duhovnega, vsake poklicanosti v življenje in seveda zlasti pa tudi v duhovni poklic. Super, hvala. Gašper? Ja. V tednu, v katerem smo, se morda malo bolj kot sicer sprašujemo o naši situaciji na področju duhovnih poklicev, pa me zanima, kakšno je vaše mnenje in gledanje na stanje duhovnih poklicev trenutno in morda kaj vidite kot znamenje upanja in kaj vas morebiti skrbi. No, najprej bi rekel, da v Sloveniji smo še lahko Bogu hvaležni. Čeprav že govorimo o pomanjkanju duhovnih poklicev in res vsako leto čutimo večje pomanjkanje, samo če pomislimo čez 10 let, 15 let, ko bodo nekako ne bodo več mogli, vsaj ne v polnosti, opravljati poslanstva duhovniki, ker so bile generacije, recimo, ko je mariborska škofija imela 20 novomašnikov vsako leto. Zdaj pa lani 2 leti nobenega, letos enega. In če bo tako šlo naprej, bo res ena zazjala, ena vrzel. Ne? Tako da to je gotovo nekaj, kar me skrbi, in enako tudi lahko rečemo v redovih, tudi bolj ali manj se število manjša, hvala Bogu, tu in tam tudi raste. Ne? Ampak to velja za Evropo. Medtem ko za drugi svet je nekako dejstvo, da število duhovnih poklicev raste. Ne? Ampak, kar govorimo za naše področje, je gotovo to ena
ena skrb, zlasti škofov, kako bomo omogočili vsem skupnostim recimo imeti osnovno duhovno oskrbo. Vendar pa sem to hotel tudi reči, da glede na naše stanje, pa recimo, če pogledamo Francijo ali pa bi še kako drugo deželo našli, je tam stanje še veliko slabše. Vendar pravim, če ne bomo dovolj molili in dovolj delali, bomo za duhovne poklice, tudi klimo ustvarjali, se nam lahko zgodi, da bomo v podobnem položaju, kot so se tam znašli. Znamenje, pozitivno znamenje je zame to, da so v nekaterih recimo kontemplativnih redovih se pa število sorazmerno seveda potrebam in možnostim ne manjša oziroma se celo krepi. To mi govori o tem, da sodoben človek, mlad ali pa tudi ne več tako mlad, če že kaj išče resnično duhovnost, išče resničnega Boga, išče tudi neko radikalnost. Zato nam neka poplitvenje ali pa recimo zniževanje kriterijev, če tako rečem, v duhovnem življenju ne bo pomagalo pri duhovnih poklicih. Zato je izziv lahko za vse nas, da svoj duhovni poklic zaživimo čim bolj resnično, čim bolj radikalno in s tem bomo najboljše pričevalci tudi drugima. Še kakšno znamenje bi pozitivno videl, recimo tudi v tem, da srečujem vedno več družin z večjim številom otrok. Ker tudi to, gledajte, je eden razlog, da ni duhovnih poklicev. Če v naši družini moralo biti 14 otrok, da je eden duhovni poklic, danes pa pri 2, 3 je pač, zračunajte matematiki, kolikokrat manj možnosti. Tako da me veseli to, ko hodim po župnijah, da srečujem vedno več družin z več otroki. Torej, Bog bo imel več možnosti, da še koga pokliče. Tako da znamenja upanja so tudi to, da je recimo molivcev veliko, da je veliko vedno več molitvenih skupin, ki tudi izrecno molijo za duhovne poklice. Tako da v tej smeri bi videl tudi neko lučko, nekaj pozitivnega, ne samo negativno. Ina? Pa še mogoče to, ali se vam zdi dobro, da gredo fantje, da se odločijo, da gredo tako hitro v semenišče ali v bogoslovje in ali se vam mogoče to zdi beg od življenja, ker včasih večkrat slišimo, ja, tam jim je pa kar dobro, se jim opere, skuha, mogoče pa drugim študentom ni to vse tako dano. Ja, če je tako mnenje, očitno to ni dovolj, da bi bilo bogoslovje polno, da bi malo semenišče bilo polno. No, morda tudi čisto ne držijo take ocene. Jaz mislim, da v bogoslovjih ni samo to, da bi jim samo se streglo, ampak v bogoslovju se po moje marsikaj več zahteva od bogoslovcev, kakor se zahteva od študentov, ki so v študentskem domu. S tem ne rečem, da ne bi lahko še več zahtevali od njih in tudi mogoče določene konkretnosti, ki ste jih omenili. Čeprav recimo v Mariboru je že bilo ves čas, da so si sobe sami čistili, potem, da smo tudi v jedilnici, recimo, saj pri glavnih obrokih, stregli tako ali tako sami, pomivali posodo sami. Tako da
nekaj teh čisto osnovnih stvari smo si tudi sami delali. A ne? Tako da ni čisto tako. Čeprav po drugi strani pa se mi zdi, da je bolj pomembno to, no, da zdaj, ki ste rekli, glede na starost, zdaj malo semenišče želi biti pomoč tistim, ki morda nekje na dnu srca slutijo in čutijo, da jih Bog kliče. In jim lahko to skupno življenje v malem semenišču prav pomaga pri tem, kar smo prej govorili, a ne? Da ima neko spremstvo, da jim lahko zori ta poklic bolje. Ni pa nujno, da je vsak v malem semenišču. A ne? Tako da poti so različne. Se mi zdi, da kot možnost se je vsaj do sedaj pokazalo dobro. Če nekako gledamo, koliko duhovnikov naših je prišlo preko malega semenišča v bogoslovje, lahko rečemo, da je do nedavnega bilo to zelo koristno. Ne? No, zadnje leto pa je naše malo semenišče se pravzaprav presadilo na Vrbansko, tako da je vključeno v dijaški dom in imajo potem poleg tega osnovnega življenja, ki ga dijaški dom omogoča, in tudi vzgoje, še potem svojega duhovnega voditelja, ki jih še posebej kot malosemeničnike spremlja in vzgaja in jim pomaga. Ne? Tako, no, da ne bom predolg. Super. Jaz se zahvaljujem mladim za vsa vaša vprašanja. Prosim, zborček. Sveta,
Hvala, zborček. Zdaj so pa na vrsti za vprašanja starši. Bomo kar začeli? Jaz pa imam vprašanje, in sicer od družine vemo, da se danes zelo veliko pričakuje tudi v cerkvi in da mnogi cerkev zapuščajo, bodi si, da ker pač ni aktualna oziroma jim ne odgovarja sodobne situacije takšna, kot je. Tudi ljudje imajo neka visoka pričakovanja od ljudi v duhovnih poklicih, pa nas razočarajo. Kaj pravzaprav oziroma kako naj se v takšni situaciji otroci odločajo za poklic, tudi duhovni? Ja, to bo držalo, ja, da se od družine veliko pričakuje, da se tudi od cerkve veliko pričakuje, ampak v bistvu smo tako, je to eno isto, ne? Cerkev smo vsi. Vendar bi tu na to upozorila, ne? Kadar se nam začne to dogajati, ne? Da takole razmišljamo in mladi verjetno velikokrat tako razmišljajo, pa tudi njihovi starši, češ, ja, pa to ni enostavno, je težko, pa te vsi potem po strani gledajo, danes to ni več spoštovan poklic, ne? Pa ja, poznamo take in take duhovnike, ki so nas razočarali. V taki situaciji se meni zdi, da